Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Na naši televiziji tudi v tem tednu predstavljamo kandidatke in kandidate, ki so se odločili kandidirati za župansko funkcijo. Z nami je tokrat kandidatka za županjo občine Kranjska Gora, Ena Girandon. Dober dan želim. Pozdravljeni. Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili kandidirati za županjo? Mislim, da me nekateri že poznajo, mogoče nekateri ne. Sem že 8 let v občinskem svetu. Zakaj je tokrat kandidatura? Zato, ker si nekako želim, da začnemo delovati bolj povezovalno, da spodbujamo spoštljiv dialog in ker mislim, da je čas za spremembe. Čas je, da se krajani ponovno počutijo dobro v svojem kraju in da mladi se vrnejo domov po študiju oziroma si ustvarijo nekako dom tukaj v naših krajih. Zato nekako tudi moja kandidatura, ker mislim, da je čas za spremembe. Bi pa tukaj mogoče izpostavila tudi to, ker nas povezuje z različnimi listami, da mi smo stranka Gibanje Svoboda, člani, ki smo bili potrjeni strani stranke in člani, ki nam je podporo izrazil tudi predsednik vlade, ki je to potrdil tudi z obiskom v občini Kranjska Gora. Kateri pa so tisti ključni projekti, ki jih izpostavljate? Mi nekako smo si v program zadali najprej našo vizijo in na to izpostavili 5 prednostnih področij. V viziji smo v ospredje postavili to nekako ravnovesje na vseh področjih, ključnih za življenje v naši dolini. Med tem 5 prednostnih področij, ki jih pa izpostavljamo tudi v volilnem programu, pa so in sicer za občino dialoga, za mlade, za samooskrbo in zeleni preboj, za razvoj in inovativno občino in pa za občino lokalnih priložnosti. Nekako vsa ta področja smo opredelili in znotraj vsakega področja uvrstili projekte. Zdaj, če začnem na začetku, za občino dialoga si nekako želimo, da bi se bolj povezali, se pravi, tako občina na eni strani kot pač lokalno prebivalstvo. Zato bi jih radi bolj aktivno vključili in da imajo nekako neposredno odločanje pri samem proračunu, zato bi povečali participativni proračun in hkrati uvedli tudi participativni proračun za mlade. Potem pri področju za mlade bi radi bolj povezali in aktivno vključili mladino, reševali stanovanjsko problematiko, kar smo se tudi pogovarjali s predsednikom vlade in kar nekako računamo, da bi tudi država nam lahko pri tem pomagala. Bomo pa sigurno z različnimi subvencijami nekako jim pomagali, da si ustvarijo dom. Naš cilj je tudi mladinski center, kjer bi potekale različna izobraževanja in delavnice za mlade. Uvedli bi tudi štipendije, bi pa tudi sofinancirali predvsem prireditve za mlade. Tukaj pri tem področju bi poudarila tudi to, da bi pomagali pri ureditvi športnega parka Ruteč in da si Kranjska Gora tudi zasluži eno večje otroško igrišče. Za dolgi cilj, nekako na dolgi rok, bi pa radi obnovili tudi vrtec v Kranjski Gori. Potem, če gremo naprej, na tretje naše področje, to je samooskrba in zeleni preboj. Mi smo sigurno stranka oziroma lista, ki bo skrbela za ohranjanje okolja in narave. Mi nekako bomo spodbujali tudi ohranitev pač kmetij oziroma oživljanje kmetij. Bomo pa tudi poskrbeli za čisto pitno vodo za vse prebivalce naše občine in nekako skrbeli za učinkovito komunalno službo, ker pa ni samo čista pitna voda, ampak so pomembne tudi odpadne vode, bomo pa uredili kanalizacijsko omrežje in pa povečali kapacitete čistilne naprave. Potem imamo pa inovativno občino in pač razvoj. Tukaj smo si zamislili predvsem najprej neko platformo, ki bo povezava lokalnega prebivalstva z občino oziroma tudi z javnimi službami. Potem bi radi poenotili oziroma nekako poenostavili ta parkirni sistem, ki je zdaj, in pa umirjali promet v dolini. To smo tudi izpostavili že nekako, to je naš prednostni cilj, da bi uredili cesto na Vršič in pa cesto v dolini Vrat. Potem pa še zadnja, nekako naš zadnje področje je področje lokalnih priložnosti. Radi bi, da nekako razvijamo gospodarstvo na vseh področjih in s tem v bistvu podpremo lokalne podjetnike in obrtnike. Zato bi radi uredili obrtno poslovno cono in trgovino, kjer bi lahko lokalni pridelovalci prodajali svoje izdelke.
Katere pa so tiste 3 stvari, če tako vprašam, ki bi jih vi najprej spremenili v občini? Nekako izpostavljamo to že cel čas, in sicer to je sigurno participativni proračun. Mislim, da si zaslužimo večji participativni proračun in uvedemo participativni proračun za mlade, da vzpostavimo to platformo, kjer bo ta dialog med občino in obučani nekako bolj hitreje potekal. Potem je druga točka poenostavitev oziroma poenotenje tega parkirnega sistema in pa umirjanje prometa na ravni celotne doline. In tretja točka je nekako, ki smo si zadali, da bi jo čim prej reševali, je čista pitna voda in urejeno kanalizacijsko omrežje. Povejva še, kdo sestavlja listo Gibanja Svoboda, kdo stoji za vami? Jaz sem že večkrat v tej volilni kampanji opozorila oziroma opozarjam na to, da preveč poudarka damo samo kandidatom oziroma kandidatkam za župana oziroma županjo, premalo pa našim listam. Mi kot Gibanje Svoboda imamo 16 kandidatov, ki verjame v vrednote, kot so spoštovanje, svoboda in odgovornost, ki verjame, da le kot ekipa lahko kaj spremenimo na bolje. Zato vam tukaj predstavljamo zdaj naših 16 kandidatov za občinski svet. Za spoštljiv dialog. Za šport in kulturo. Za spodbujanje kmetijstva in ohranjanje zelene krajine. Za izgradnjo športnega parka in otroškega igrišča. Za razvoj kraja v korist domačinov. Za kvalitetno življenje občank in občanov. Za šport in mladino naj ima vsak otrok možnost izbire. Za kulturo sobivanja skupnosti. Za umirjanje prometa v dolino Vrat. Za trajnostni turizem, ki bo domačinom v ponos. Za medgeneracijsko sodelovanje med mladimi in starimi. Za čisto pitno vodo 7 dni v letu. Za boljši dialog in hitrejše rešitve z državo. Za spoštovanje in dostojno življenje starejših. Svoboda za Kranjsko Goro. Morda ob koncu zdaj še povabilo volivkam, volivcem na volišča, ena zaključna misel. Jaz vse občane in občanke vljudno vabim, da se udeležijo 20. novembra volitev in da volijo svobodo. Hvala. Jaz pa se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Na prihajajočih volitvah seveda želim srečno in vse dobro. Hvala lepa. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Naša gostja je bila tokrat kandidatka za županjo občine Kranjska Gora Ena Girandon. Lep dan še naprej želim.